toliko, čeprav tudi tale projekt je lahko ponos vsem nam prostovoljcem, slovenski sociali in tako naprej, še posebej pa ta projekt, ki rešuje družine, neizmernega gorja, to je projekt Društva Viharnik, ki ravno tako deluje že 25 let. In tudi mi neprestano iščemo medgeneracijske povezave. Od decembra 1989 smo povezani z stanovalci doma upokojencev Izola. Od zdaj dobrih 10 let smo povezani z uporabniki dnevno delovnega terapevtskega centra Balčica, z uporabniki psihiatrije. Z ljudmi, ki so pod narekovaji z roba, čeprav so izredno dobri in pomembni učitelji in jim na en način pomagamo vzdrževati in širiti njihovo zelo šibko socialno mrežo. Tone, če lepo prvo držite mikrofon, tudi nadaljevanje tudi iz povedanka. Zdaj je kar veliko slišati o medgeneracijskem sožitju in tako naprej in pojavlja se en cel kup terminov, skupine za stare, skupine za samopomoč starejših, to nam je nekako poznano, medgeneracijski centri, medgeneracijski tabori, individualno družabništvo, medsosedska pomoč, pa še 100 variacij na to temo. Pa me zanima prvič nekaj okrog teh terminov, mogoče nekaj osnovnega, kaj pomenijo, a so res veliko zdaj postavili se v domačil strokovno in nekaj povejo, kot taki, ali so rata sem popularni, mislim, da se v bistvu vsaka družabnost nekje imenuje medgeneracijsko srečanje. To, večkrat okrog tega, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje, bo pa kar zabavljalo Branko, pa sem za Branko zdraven, se pa navezuje na to, nekako slišimo, vse te stvari so medgeneracijske, ampak človek ima občutek, da gre samo za starejše, tako, velikrat. Tako večkrat, ker zdaj se pa uporablja ena druga terminologija, ki pa hoče to stvar usmeriti v drugo smer, a je to res, a to izhaja iz tega, kar te besede govorijo, ali je samo lepši izraz za željo. Vi ste prej že nekaj povedal, ampak v tem smislu. Ja, pogledajte, tale terminologija je, odkar se mi intenzivno srečujemo na tem področju, zelo po svoje nejasna. Veste, že sam izraz star je takšen, da ga velika večina ljudi ne rada sliši. Pa je to en pridevnik, ki praktično pove samo to, da je lahko recimo en star predmet, recimo zlata stara ura, en star novc, recimo, ki jih ljudje pač radi oziroma zbirajo, ali če gremo na Bolšji trg, recimo, so nam izredno prijetne in zanimive stare stvari. Če gremo za starega človeka, se pa nekateri ljudje kar stresni. To je ena terminologija, ki je enostavno skoraj črtana iz tega besednjaka sodobnega človeka. Veste, sedanja usmeritev je samo v srednje obdobje, v visoko produktivnost, v mladost, v zdravje, kar se pa ostalih generacij oziroma ostalih sposobnosti ali pa lastnosti ljudi tiče, pa kakor da to ne obstaja. Kot da bo vedno srednja generacija pri koritu, po domače rečeno, in vedno mlada in vedno sposobna, kot da se sama ne bo nikoli postavila. Kot da že samo izrazje včasih prav zavaja. Mi smo se od sedanjih do sedanjih prizadevanja zelo trudili, da bi ta termin, star človek, nekako plasirali med ljudi, da to nič ne pomeni, da to nič ne, slabšalno ne deluje na kogarkoli. Pa se ljudje raj so starejši, da se bo še bolj stari, ko pa stari, mislim. Raj so še bolj stari, ko stari, tako da starejši in je bližji. Mi se potem, seveda, da smo starimi ljudmi pričkali o tem, ker če bomo pa tako paše, ne bomo pa paše, ampak v strokovnih krogih smo pa skušali zadržati ta termin, da ljudje razumejo, da sam pridevnik stane nič slabšanje. V zvezi z izrazjem, recimo, medgeneracijskega sodelovanja oziroma delovanja, bi pa rekel, da z mojega vidika je to en proces oziroma ena prizadevanja na dolgi rok, ki so nujno potrebna v tele razdrobljenosti, ki jo trenutno živimo. Vsaka generacija je soodvisna od druge generacije. Vedete, meni so stari ljudje zelo blizu. Pa mi niso bili. Ko sem imel 37, ko sem prestopil domska vrata v Izoli, pa takrat jaz sem stari ljudi kar spregledal. Mislim, enostavno tako, da jih ni bilo. Razen sorodnikov, ko smo se na njihovih pogrebih srečevali, da starega človeka, tudi profesionalno sem se
želel bolj orientirati v delo z mladimi, ali kakorkoli, čeprav me je potem doletelo delo z alkoholiki. Tako da, sem pa zgubil, ne, se v bistvu gre za to modernost terminologije, ne, to je en vidik, ne, drugi vidik je pa poudarjanje medgeneracijskega, ne, kjer pa velikrat ni nič za tem, ne. Je lahko samo ena umetna pot do starejših ali pa umetna pot starejših do otroka, ne, ni pa tega, bi rekel, organskega razvoja skozi leta v enem odnosu, ne, je pa nekaj drugega, to se misli. To gotovo iz mojega praktičnega dela, življenja oziroma iz profesionalne ali pa prostovoljske karijere izhaja, da medgeneracijskih povezav se ne da delati od danes na jutri, na kratek rok, pač pa samo z dolgoletnim in vztrajnim prizadevanjem na tej medčloveški ravni. Samo tako gre, drugače pa ne gre. Ker mlada generacija stare generacije ne pozna. Stara generacija se mlade generacije skoraj boji, glede na halo efekt oziroma medijskih informacij. Tako da je potrebno res veliko truda, da se te dve generacije povežata, sta pa skoraj brezpogojno naklonjeni druga tipa. A veste to zaradi tega, če seveda gotovo imate tudi izkušnje starih staršev in vnukov. Eni se malo hecajo in pravijo, da se stari starši in vnuki zato tako dobro razumejo, ker imajo skupnega sovražnika. Tone se rad heca, pa tudi veliko s tem pove. Mogoče malo tej terminologiji, ne, je, kako bi rekla, mi v Sloveniji smo majhni, vendar še posebej področje sociale. Na področju sociale je težko pridobiti na določena sredstva za delo. In vsaka dejavnost rabi nek minimalen vložek. In potem se tisti, ki delamo na teh področjih, na katerem koli področju, lahko je to delo z mladino ali karkoli, moramo na nek način se predstaviti, povedati, kaj delamo in poudariti tisto naše specifično. In imamo cel kup programov, kot če bi se zelo odprto sedli skupaj in bi se pogovorili, bi videli, da je notri veliko sorodnosti. Vendar, jaz zdaj ne vem, kako je v drugih državah, morda to bolj veste, pa nas v Sloveniji se tako radi ločimo drug od drugega. Ne? Tako da vsak dela nekaj prav posebnega. Nekaj prav posebnega. To, kar mi delamo, je prav tako naše in imamo mi en svoj poudarek. In jaz vam lahko recimo za skupine za samopomoč začnem govoriti enih poudarkov cel kup. Ne? In kolegica, ko je prej pripovedovala o teh dragocenih programih, ne, ki jih negujete, vi imate cel kup in enako bi se lahko usedli, bi se pogovarjali in vi bi imeli svoje poudarke. Ne? Ampak v končni fazi pa za ljudi v skupnosti njih pa to verjetno nič ne moti. Ne? Moteče je med nami, ki bi se radi pasli na pašniku državnega denarja, po domače povedano. Ne? Tam je nek denar na voljo, tisti pašnik je državen in dajmo mi tudi tam nekaj dobiti, da bomo imeli dobro travo, recimo. Ampak z vidika tistega, ki se pa vključuje, je pa pomembno vedeti, da za njega je pa to dragoceno. Kaj, če nekdo, recimo v Olmu, v Kopru, kjer smo mi v skupinah, ne, kaj, če on razmišljati, ne, da kako je nekje drugi nekaj dobrega, njemu je dostopno to, kar je v Kopru. Univerza za tretje življenjsko obdobje, center dnevnih aktivnosti za starejše, svetilnik to, kar dela, društva invalidov delajo, veliko nas je, ki delamo različne dejavnosti, človek pa ima možnost, pa pride, pa izbere. To se mi zdi pomembno, drugače pa to tehnični pojmi, ki nas, ki delamo, ločujejo. Nas lajke pa tudi begajo, ker ne vemo, kaj to je. Vse je medgeneracijsko, vsak piknik je zdaj medgeneracijski v tem smislu. No, vse je v redu. A veste, kaj bi rekla? Smo trenutno zaradi teh situacij, ki jih imamo čist finančnih v državi, v veliki nevarnosti, da se ta nesorazmerja med generacijami in ta konfliktnost, da se fejst začne stopnjevati. Zato meni se zdi čisto v redu, če bi vsak dan naredili v Sloveniji 500 medgeneracijskih skupnih srečanj, ker to se mi zdi čisto v redu. Namreč razlike med generacijami
so gibalo razvoja. Razlike med generacijami so bile vedno, pred 1000 leti, pred 2000 leti in so danes. Ne, mladi bi radi zasedli naša mesta že. Ne bi radi viseli na zavodu za zaposlovanje, bi radi nekaj prišli pa nekaj začeli delati. Mlad človek ima neko svojo idejo. Jaz, ko sem šla iz Centra za pomoč na domu Mali princ iz Kopra v pokoj, je prišel za menoj mlad psiholog, kolega z velikimi idejami in tako, on je vse obrnil na glavo. Čisto vse. Niti ena stvar, ki smo jo delali takrat, ni bila bih najboljša. V redu. A vidite, ne, on ima to potrebo, da naredi nekaj svojega. In tam noter je kar nekaj stvari, ki so sigurno boljše kot takrat, ko sem jih jaz delala. Nekaj pa škoda, da se niso ohranile. Tako da, to je gibalo razvoja, to je treba ohraniti. Zdajle pa imamo malo problemov s tem medgeneracijskim sodelovanjem z vidika teh nasproti, glede denarja, zaradi tega je dobro, da to ohranjamo. Gospod Smojezima, pa vas vprašal, v župniji delujejo neke skupine, velikih je, tudi jaz v naši župniji poznam, recimo en ŽPS, se zdi neka formalna tvorba, ampak če organizira župnijski dan, če skrbi za neko dogajanje, se velikrat zgodi, da ljudje z dogovor sodelujejo 4 leta, 8 let, 12 let, pa so zelo velike razlike. Jaz verjetno več besed, vaše izkušnje v župniji v teh skupinah, kako ljudje lahko sodelujejo, to je ena stvar, druga stvar je pa ta, kako te skupine povezati med sabo v večji meri. To se pravi, skauti, zakonska skupina, pevci, kako jih spraviti skupaj, da niso neka elitna skupina, ki nima stika z drugimi. O tej stvari bi mogoče par besed, kako to v vaši župniji funkcionira, oziroma kako se vi trudite, da bi da to skupnost. Gotovo je, kot v vsaki družini, tudi naloga župnika ali duhovnika, ki dela, da ljudi čim bolj povezuje med seboj, da si pomagajo, da se vidijo drug drugega in da delajo za skupno dobro. Zdaj, morda bi jaz vseeno rekel, da se začne vse tele stvari, ki so danes, se dogajajo in ki nas bolijo, tudi motijo, lahko bi rekli, toliko tudi individualizma ali pa egoizma ali pa karkoli ljudje, predvsem so se v teh letih 30-ih poganjali bolj za svoje stvari, pa jih ni nihče mogoče dovolj ali pa prav usmeril, ali jih je pa družba v to silila, zato ko je tolikšna materialna kriza danes, recesija in vse to, vsi vemo, da se je začela nekje druge, da se je začela, je pravzaprav moralna kriza in da zato nismo dovolj naredili. Zato je naloga mene kot župnika pa vseh, da začnemo tukaj in sicer z najmanjšimi že. Jaz imam to srečo, ko sem prihajal sem v župnijo, je duhovnik tam rekel, pa vrtec boš mogel narediti. In to sem vzel kot spodbudo od zgore, lahko bi rekel, navdiha, da je to tisto, kar moram res narediti. In sem začel, imel sem tudi srečo, da sem dobil najboljše sodelavce, se pravi vzgojitelje, ki delajo po novi pedagogiki, bi rekel, ki rečemo pedagogika skupnosti. Pedagogija di komunione, ali Slovenci rečemo skupnost občestvena ali pa kaj takega težje reči, da pravi prav že čisto majhne vzgajamo za skupnost. In to je nekaj izredno lepega, ko ti otroci od 1. leta starosti, če pomislite, pridejo k nam, pa do 6. rastejo v tem, postanejo prav nekaj čisto novega. Ko sem prej opazoval mladino, sem rekel, pa sej, to je že izgubljena generacija, ste že 7 let ste več na Boga, pa noben, pa nič, ne. In jaz moram začeti z malimi, se rekel, zdaj pa jih imajo državne ustanove. Moramo zato, da jim bomo dali to, kar čutim, da je prav. In prav za te stvari, ste zdaj rekli, jih vzgajam. Že te mehne tako, da gredo. Že se pravi, najprej njihovi medsebojni odnosi. Vse je v odnosu pravzaprav.
Kaj je Sveta Trojica? Je odnos, najlepši odnos. Ne? In to prinesti na zemljo, da bi te odnose tukaj živeli. In to se trudimo s temi otroki in potem gredo recimo za naprej sodelovanje. Gredo parkrat na let, rekel, za praznike, nekaj 3-krat, 4-krat, obiščejo te starejše v domu, ki je od nas oddaljen 200 metrov. Ne? Pa smo zelo veseli in oni so na začetku tudi gledali, kot ti otroci so prišli, zdaj so pa že tako veseli in pa vsi skupaj pojejo pesmi. Ti čisto mečkani in oni starejši in druge stvari. Potem imajo tam zadaj en prostor za razvedrilo in tako naprej, vrt in to. In otroci grejo k njim na vrt, pa se z njimi pogovarjajo. Večkrat, ko gre ven na sprehod, grejo k tem starejšim na vrt. In tako v tem zorijo. Me je zmotilo, ki je duhovnik pripeljal na ekipo ljudi. Mi bomo pa gradili dom za ostarele. Pa sem rekel, lejte, kje imam pa vrtec, je hotel videti hišo. Nekaj tehnika zanimala, kakšna je hiša. Ne? Potem sem pa noter malo jim povedal, kako pomembno delo je to. Pa eden od mož je rekel, ja, veste, mi bomo ta prvo poskrbeli zase, je rekel. Ne? Tako nekam, sem rekel, to je tudi zgubljeno po mali generacija. Ne? Se pravi, drug za drugega moramo. In to, recimo, ko sem to omenil, kako začenjamo, tam v vrtcu, ne? Tam imaš enostavno prav uresničeno medgeneracijsko sodelovanje. Starši pripeljejo te otroke, preden grejo v službo. Detki pa babice pa po njih pridejo, če tako vzamete. In potem gredo skupaj za praznike, recimo za advent, delajo adventne večke. Pridejo stari starši, največ. Staršev je malo, ki ne morejo v službah. Stari starši, ti otroci, in so tako veseli, ko so z njih domači z njimi. Otrok je ves srečen, ko jih vidi noter v lepi dvorani in skupaj cel dopoldne delajo večke. Ali pa potem pirhe za praznike, za velikonoč, ali pa tisto, kar rabimo takrat za velikonoč. Se pravi, vsaj parkrat na leto skupaj z njimi delajo. Na koncu leta je recimo skupni piknik, kamor pridejo zopet vsi otroci, igrajo in z njimi so starši in vse to ustvarjajo tako izredno lepo ozračje zorenja za te stvari. Potem, če rečem, naprej imamo mlade, ki jih prav tako vzgajamo v tem skrbi, da hodijo tudi oni v center slepih in slabovidnih, ki ga imamo tam, in vsako nedeljo, nekateri vsak dan pripeljejo starejše ljudi k maši slepe, vsak dan. Drugi grejo, se menjavajo, mladi vedno. Vsako nedeljo imamo v domu, kamor v skupen prostor pomagajo pripeljati tiste na vozičkih. In jih je veliko, je kar veliko dela, ampak to je redno. No? Tako, da tudi ti mladi čutijo in se v tem odnosu do njih vzgajajo. Seveda imamo pa potem odrasle ljudi, ki so že formirani, torej župnijski pastoralni svet, naprimer, ki imamo vse 3 komisije in prav ta za diakonijo odlično dela, morda je najbolj dejavna od vseh skupin, ker imamo tudi druge za liturgijo, pa se pravi bogoslužje pa oznanjevanje, ampak oni imajo kakšen sestanek na leto, 2, medtem ko ti živijo to resničnost in so stalno z njimi in upeljujo tudi mlade v to delo. No? Tako da, torej, samo če te skupine omenjam, seveda so pa potem še ta srečanja za starejše, ki jih skušamo čim bolj pripraviti, parkrat na leto, in da vedno pritegnemo pevske zbore, da pridejo oni in naredijo lepo bogoslužje, pridejo v njihove prostore, kjer se potem z njimi srečamo in pojejo. Medtem ko mladi smo prav tudi to opazili, ki je gospod prej rekel, se malo grupirajo ta prvo, potem pa vidi, da to ni to. In začnejo z njimi biti med njimi in skupaj postajajo kot ena družina. Če nekako povzamem že to, kar ste zdaj govorili, ki prihaja ven iz teh besed, je to v bistvu, da vsi zapolnjujemo neko praznino, ker v bistvu ti ostali tradicionalni načini marsikje ne delujejo več. Otroci so običajno osamljeni, ker so njihovi starši zelo
aktivni, velikrat preaktivni, sami od sebe ali pa zaradi pričakovanja. Hkrati so pa tudi stari starši osamljeni, ker nimajo povezave s to srednjo generacijo, o čem sta vidva govorila. In zdaj so pa tudi te skupine in te stvari, ki se nam zdijo na kratko umetne, vendar na dolge proge so zdaj nadomestilo, bom rekel, tem pač izgubljenim generacijam ali pa tem izgubljenim načinom družinskim. No in zdaj sem hotel mogoče vaju dve še vprašati, kako vi vas ustvarjate dom za te ljudi. Ker se mi zdi, da tudi, ko govorite o prostovoljcih, najprej govorite o tem, da prostovoljce pridobivate, v drugi fazi vas pa razumem, da oni ratajo kar del tega, da ratajo dom. Mislim, da to rata neka skupnost doma, in da počasno opaziš, kaj je prostovoljc, pa kdo je bil kot uporabnik, če se ga kdo izrazim. No, to me zanima, Milena, mogoče kako vi gradite ta dom. Ja, glavno vodilo našega dela je to, da ugotavljamo res, da je ta prepad, zanemarjenost te povezave pri nas, recimo v zadnjih, 30 letih, recimo. Ker vemo, da leta nazaj, v starejših časih, je to živelo samo od sebe. Bile so večje družine, ta naravni proces je potekal spontano. Bile so tudi številčnejše družine in otroci so dobili od starejših ljudi tisto doto, tisto, kar in starejši ljudje so imeli možnost predaje svojih izkušenj, svojega bogatstva na mlajše generacije. Zdaj, v današnjem času tega je še, ampak zelo malo, ugotavljamo, da tega ni. In kaj nastaja? Nastaja problem, ker mladi po eni strani vidimo, kot da jih ne brigajo, starejši, tabu tema, po drugi strani, ker se ne zavedajo, po drugi strani pa zelo potrebujejo bogatstvo starejših ljudi. In ravno tako srednja generacija potrebuje to pripravo oziroma prevzemanje vloge tudi starejše generacije, in povezavi z mlajšo in povezavi s tretjo generacijo. Zdaj tukaj, pri nas tudi v našem področju ni neke prakse, bilo tudi nekih samopomočnih skupin. Recimo, če gledamo drugje v svetu, ljudje, ko so zaznavali neke stiske, neke probleme, so se takoj organizirali, povezovali med samopomočne skupine in tam reševali. Pri nas tega nekako ni, oziroma v zadnjih letih, recimo začelo se je z AA-ji in tako. Tako da tukaj smo mi videli, da je potreba, da nekdo te zadeve spodbudi, to povezovanje in spodbudi tudi prostovoljno delo. Zdaj, mi smo čutili probleme vseh treh generacij, ki so po terenu, in nekako pozvali ljudi oziroma prostovoljce, tiste, ki imajo interes, ki čutijo to, da je treba človeku pomagati, da je treba svoje odnose okrepiti, da je treba delati na teh medsebojnih odnosih. Ti, ki so nekako čutili, smo jih spodbudili, da so bili nekaki akteri nekega povezovanja na lokalni skupnosti. In hkrati, ko so ti voditelji se usposobili, seveda človek potrebuje neko orodje, da lahko zavestno nekaj počne, nekaj organizira. Hkrati so, ko so začeli potem na terenu tudi ustanavljati skupine, seveda so hkrati začeli biti uporabniki, tudi oni. Ker so se pridružili temu, zato ker čutijo sami to potrebo. In potem seveda tu so zadovoljevali tudi svoje interese, svoje cilje. Tako začnejo te skupine živeti v povezovanju med člani, v doživljanju, v sprejemanju izkušenj,
raznih pogovorih in tu potem postaja to medgeneracijsko sodelovanje. Nataša, mogoče, kako pa vas gradite dom? Spomnim se, pred časom smo govorili o enem fanku, ki je imel zelo žalostno zgodbo v smislu zavrženosti strani staršev. Kako tudi taki otroci, ki vam pridejo, ki vam res velike odklone, take neverjetne včasih zgodbe, kako za njih poskušate narediti dom? Jaz bom tega fantka povedala, ker je res močna zgodba, pa mogoče dom. Jaz imam srečo, ker živim v Župniji, kjer župnik ravno to dojema in meni bo župnišče tisto, ki je odprto za vse. In ko smo začeli postavljati ta center, je bilo to naše glavno vodilo, biti odprti za vse. In dobro, mi smo večkrat širši kot župnija, ker sprejmemo tudi druge vere in smo pa v bistvu župnija, in to je to. In dom je v bistvu sprejet vsakega v njegovi enkratnosti, to je naše glavno vodilo. Zato je recimo pomemben to, jaz bom rekla medgeneracijsko brez te termine, ki smo nekaj debatirali, naši mladi ta termin večkrat uporabljajo, pa ne zaradi financ pa tega, ampak so ga nekako ponotranili prostovoljci. Zato, ker jim je fajn družiti se z ostalimi generacijami. Mi na našem centru dojemamo medgeneracijsko druženje vseh generacij, ampak to spontano, naravno, pač zgodi se, Naprimer, imamo igralne ulice za tiste otroke, ki ne hodijo v vrtec, poleg tega, da imamo župnijski vrtec, imamo še za one otroke, ki ne hodijo v vrtec in pridejo njihovi varuhi, ki so enkrat starši, drugič so detki pa babice, enkrat so čist eni X ljudje. In kako spontano pride do tega medgeneracijskega druženja in, ne vem, tudi srednja generacija rab daj na svet starih, pa svoje starše včasih ne vprašaš, ko pa imaš, ko pa tam enega najdeš, pa se tam začnejo pogovarjati, pa o receptih, pa o vzgoji, pa o ne vem čim še vse, je to zelo spontano medgeneracijsko druženje. Naprimer, mene malo zmotil zdajle, tako imamo potrebe starejših, se ste rekli mladi pa tako, ampak jaz mlade zmeri zagovarjam, mladi imajo zelo velike potrebe po druženju. Tudi srednjo generacijo, včasih je lažje kakšnega drugega vprašati, ne tvojega atija ali pa tvoje mami. Naši mladi so velikrat rekli, so imeli pogovorne delavnice na različne teme, pa jim ni bilo fajn, če so njihovi starši prišli, super jim je pa bilo, če so prišli eni toliko stari, ki so njihovi starši, da so videli, kako njihovi starši razmišljajo, sami so hoteli slišati od staršev. Ja, to smo imeli velikrat, kakšne stvari tako narejene. In je zanimivo, recimo, kako so mladi hoteli, da bi imeli zakonce, ki bi prišli, da bi jim oni povedali, kako doživljajo zakon in tako naprej, ampak da bi iskreno to povedali. Tako da te potrebe so zelo velike, z vseh generacij. Kar se pa tiče tega, mi smo res odprti za vse, sprejemamo pa tudi veliko ranjenih. In ta fanta, ki je bil, družina se mu je odpovedala, kar naenkrat je bil brez doma, Center za socialno delo ga nam je pripeljal, ker je bil neobvladljiv. In ne morete verjeti, ampak to je bil prvi okolje, kjer se je počutil sprejetka. Sicer je bilo treba ogromno delati z vsemi, in vsi smo mu sporočali eno stvar, ki jo takrat še ni slišal, da ga imamo radi. Zdaj so ga nažalost predstavljali v drugo okolje, ampak smo tudi na letovanju Slovenske Karitas je bil in je v 8 mesecih iz zelo ranjega otroka postal nekdo, ki je bil sposoben vzpostaviti stike, vzpostaviti prijateljstvo, ker ko je prišel k nam, je bil nekdo, ki je samo bil sovražen vas, ne maram vas, in zdaj pa ima kar veliko